In včasih mi kdo reče, jaz pa ne znam meditirati. In pa mu jaz rečem, a znaš počivati, a znaš ležati na kavču pa poslušati, ne vem, radio. Pa reče, ja znam, sem rekla, no znaš tudi meditirati. Vse, kar rabiš delati, je samo, da poslušaš in da slediš. In da pač to, kar te sama meditacija pelje, da greš tem. Ok, in danes bomo govorili o zame osebno praksi številka 1 za pretočno življenje v visoki vibraciji. Govorili bomo o meditaciji. Letos sem vam veliko govorila o tem, koliko je pomembno, da uvedemo duhovno prakso. Se pravi, koliko je pomembno, da v bistvu vsak zase začne na dnevni ravni prakticirati navade, ki njega povezujejo z njim samim in z našim izvorom, z našimi duhovnimi vodniki, z našo resnično esenco duše. In v bistvu duhovna praksa je v tem letu in od tega leta naprej še toliko bolj pomembna, zaradi tega, ker bolj kot imamo redno duhovno prakso, bolj smo v stiku s seboj, večjo vibracijo imamo, bolj smo jasni, večje zavedanje imamo in seveda se potem lažje soočamo z vsemi preizkušnjami v življenju, bolj mojstrsko vodimo svoje življenje kot vodje, a ne? No, sama osebno sem začela meditirati že pri 12 letih. Je pač moje življenje tako nekako pripeljalo me do tega, da sem že v bistvu kot majhna deklica hodila od raznih zdraviteljev, bioenergetikov, šamanov, predavateljev, motivacijskih govorcev. Pač že kot majhna sem bila v bistvu soočena s tem, da sem pač meditirala, ne? Nisem vedela, kaj počnem, samo pač meditirala sem. In se pravi, to bo zdaj že koliko? 18 let v bistvu že meditiram. In v bistvu meditacije nikoli nisem tako jemala kot neke take moje prakse ali pa nikoli si v življenju nisem mislila, da bom jaz tista, ki bom snemala meditacije, ne? In je v bistvu to prišlo čist spontano. In ko se je meni pri mojih 19 letih moj kanal za povezavo z angeli in duhovnim svetom odprl, so mi pač avtomatsko angeli vmes včasih kar meditacijo predali. In jaz sem to meditacijo potem kanalizirala za tistih par ljudi, ki so takrat na začetku pač hodili k meni domov v mojo dnevno sobo na pač te moje kanalizirane dogodke. In v bistvu, zakaj ti to zgodbo pripovedujem? Zato, da boš videl, da v bistvu meditacija, kako sem jaz prišla do meditacije in v bistvu kako meditacija ni neka težka praksa. No, v glavnem. In pač, ko sem jaz začela kanalizirati, to je bilo zdaj 11 let nazaj, ko sem jaz v bistvu odprla, se mi je ta povezava odprla, so mi duhovni vodniki in angeli začeli pač predajati sporočila, med drugimi pa tudi meditacije, ker prišle so dol pač meditacije. In pač jaz sem to za svojo družino, za svoje najbližje kanalizirala, ko so bili pri meni doma v moji dnevni sobi, to je bilo tako par ljudi, 5, ne vem, 8 max, a ne. In so mi začeli oni v bistvu nazaj dajati feedbacke in so mi začeli govoriti, wow, Tjaša, po tvoji meditaciji se tako dobro počutam, joj, ne, na meditacijo sem prišla kar z bolečim grlom, zdaj sem okej, ne, kar naenkrat nisem več jezna na svojega partnerja, zdaj čutim ljubezen, imam večje razumevanje, kaj se dogaja. In so mi v bistvu ljudje, s katerimi sem delala, dajali feedbacke, a ne. No, in potem je tudi duhovni učitelj, s katerim sem v tistem času delala, mi rekel, daj Tjaša, prinesti eno tvojo meditacijo, ki si jo posnela, pa jo bom jaz poslušal, a ne. In res, jaz sem to je bilo že koliko, ne, 10 let nazaj. No, glih takrat, ko sem začela v bistvu kanalizirati. No, in sem jaz pač nesla en posnetek moje kanalizirane meditacije njemu. Jaz takrat nisem imela pojma, kaj delam, v smislu, kaj so kanalizirane meditacije, kakšno moč imajo. Jaz sem samo meditacijo, ki je prišla skozi mene, posnela in mu jo pač prinesla takrat smo imeli še CD-ju. No, in
jaz sem mislila, da bo pač on osebno to meditacijo poslušal in da mi bo dal feedback in mi bo povedal pač, kaj se dogaja. Zato, ker je pač toliko ljudi, ki so to meditacijo že slišali, pa različne moje meditacije, v bistvu mi dajali take pozitivne feedbacke in sem hotela pač seveda feedback od njega, nekako malo potrditve. No, in on pa ni naredil tega, da je on to poslušal, ampak on je kar celo skupino na tisti delavnici dal na tla ležati in rekel, zdaj bomo pa mi poslušali od Tjaše meditacijo. Meni se je tako srce utripalo, meni je bilo tako grozen in sem bila tako, joj, ne, sem bila tako nesigurna, ne. In je on pritisnil play na tistem CD playerju in smo mi to meditacijo poslušali. In cela dvorana pač ljudi, ki je bila takrat na delavnici. No, in ko je bilo te meditacije konc, pride on do mene in me objame in mi reče, Tjaša, vedel sem, da si močen medij, ampak tole, pač solzne oči je imel, čist je bil adijo in je rekel, toliko angelov, kakor si pa ti prinesla v ta prostor, jih jaz še v življenju nisem videl. Pa on tudi dela z angeli, pa z duhovnimi vodniki. Je rekel, toliko angelov, ki si ti dol prinesla, to je, moj Bog, wow. In pač od takrat on mene kliče angel in skozi angel, ne. In v bistvu, zakaj je on meni to takrat rekel, ne vem, jaz sam to vem, da takrat sem mogoče jaz prvič dojela, da to, da jaz kanaliziram in to, da kanaliziram meditacije, je v bistvu ful močno. In da moram to še naprej delati. In jaz sem pač meditacije snemala, jih dajala ljudem, ki so z mano sodelovali in enostavno začela te meditacije poslušati. Takrat sploh še nisem vedela točno, kaj meditacija v bistvu sploh naredi. Zdaj, 10-11 let po tem, ne, ko sem meditacijo res dala v vsakodnevno prakso, jaz res vsak dan meditiram, zdaj tudi po večkrat na dan, pa v svojem življenju in v življenju vseh modernih orakljev, moje spletne šole in mojih tečajnikov, tečaja Celestial Inspiration, pa vseh ljudi, s katerimi sodelujem, vidim, kaj naša praksa meditacije naredi. Kako nam to izjemno transformira življenje. In sama sem seveda, kakor sem ti rekla, že pri 12 letih sem začela z meditacijo in sem takrat marsikakšno meditacijo probala. Pa dihalno, pa meditacijo s tem, da se sfokusiraš na en predmet, pa meditacijo, da gledaš mandale, pa meditacijo, da si sam v tišini. Vse možne meditacije sem že sprobala, ampak zame osebno ni močnejše meditacije kot meditacija, ki je kanalizirana. Se pravi, meditacijo, ki jo medij z dostopom do izvorne energije prinese dol in jo skanalizira in jo ti poslušaš. In to so vse meditacije, ki jih jaz zate delam. Vse meditacije, ki jih najdeš v moji meditacijski sobi, v spletni šoli so takšne. In zdaj ti bom razložila, zakaj jaz poslušam kanalizirane meditacije in me osebno pač nobena meditacija več zame osebno ni močnejša, pa nočem nič plus minus, hočem samo povedati, da to je praksa, ki je pač res ena najmočnejših praks, ki jo lahko na tem svetu sploh počneš. In ti zdaj v bistvu želim razložiti spet na tej naši slikici od zadnjič, zakaj, na katere dele nas meditacija vpliva in zakaj določene meditacije so intenzivnejše, imajo močnejšo moč kot druge meditacije, zaradi tega, ker dosežejo različne dele nas. In najprej ti želim to povedati, potem sem danes pripravila ogromno vaših vprašanj, bom na ta vprašanja odgovorila, ki ste mi jih postavili danes preko Facebooka in Instagrama, vse, kar vas je zanimalo o meditaciji in potem, ko bom vse to odgovorila, če kaj še ne bo odgovorjeno, evo, izvolite, me boste vprašali in bomo danes naštudirali tole našo meditacijo do tega, da boste vse vedeli, karkoli te zanima. Ok, najprej vam želim razložiti sledeče. To sem zadnjič malo omenjala, ampak če te mogoče ni bilo, bom zdaj samo pač ponovila. Se pravi, naša duša, ne,
v našem fizičnem telesu biva naša duša, naša esenca, naša iskra življenja. Ne? In v bistvu tole je naše fizično telo na planetu Zemlja. Ampak mi smo pa prišli tlele gor, to je univerzalna zavest, to je znotraj vesolja je mreža, oziroma v tej mreži je naše vesolje, če se bolj pravilno izrazim, in naša duša je doma iz dušnega kraljestva nekje v tej mreži. In ko se mi utelesimo na planet Zemlja, evo, takole to zgleda, ko se mi utelesimo na planet Zemlja, takole pride do utelesitve, se okoli nas ustvari 7 plasti teles. Ta telesa so fizično telo, to že poznamo, a ne? Čustveno telo, ki je zraven, potem je mentalno telo, se pravi fizično telo, čustveno telo, mentalno telo, ki je v bistvu mreža, potem imamo zraven energijsko telo, to so nižja telesa. Zakaj pravim nižja telesa? Zaradi tega, ker ta telesa so še v energijskem polju planeta Zemlje. Potem imamo pa višja telesa, ki sežejo višje, to so pa astralno telo, skozi katerega smo v stiku s svojo dušo, celestialno telo, skozi katerega smo v stiku s svojim duhovnim vodstvom, in pa telo manifestacije, ki pa seže najvišje, skozi katerega mi vse manifestiramo, skozi katerega se kreacija dogaja. Se pravi, mi smo sestavljeni iz teh 7 teles. In zdaj, ko mi meditiramo, mi v resnici naredimo povezavo med vsemi temi telesi. Mi prinesemo pretok energije skozi vsa ta telesa. Mogoče bo ta slika pač malo boljša, ne? Se pravi, mi imamo spodnja telesa, to so fizično, čustveno, mentalno in energijsko. Energijsko je v bistvu telo, ki je na meji med planetom Zemlja in seže tudi više. In potem imamo višja telesa, ki so astralno, celestialno in telo manifestacije. In ko mi meditiramo, sploh ko meditiramo na meditacijo, ki je prišla iz kanala, se pravi, ki je bila skanalizirana, to so vse moje meditacije recimo, ne? Se kaj zgodi? Povezava vseh delov nas se dobesedno vzpostavi. Se pravi, kar naenkrat je pretok, povezava med fizičnim telesom, čustvenim, mentalnim, energijskim, astralnim, celestialnim in manifestacijskim. Se pravi, kar naenkrat smo mi vse to povezali. In ker smo mi vse to povezali, to pomeni, da mi lahko vse to doživljamo, za kar je posamezno telo zadolženo. In zdaj recimo, če mi delamo meditacijo na tak način, da smo mi samo v tišini, pa se fokusiramo na dih, to je sicer zelo lepo, zelo lepa vaja, da se prizemljiš v telo. Ampak kaj se bo zgodilo? S tako meditacijo boš ti nahranil samo spodnja telesa, boš ti povezal samo spodnja telesa. Zaradi tega boš ti imel sicer bolj mirne misli, boš bolj čutil svoje telo, ampak ti ne boš pa vzpostavil pretoka čez vsa telesa. In samo z dihalno prakso ti ne moreš manifestirati. Se pravi, če mi hočemo v meditaciji največje učinke, moramo meditirati meditacijo, ki pride čez vsa naša telesa. In to so kanalizirane meditacije. In zato so meni moji tečajniki, moji učenci, pač ljudje, s katerimi sem delala, pač v teh zadnjih 10 letih, odkar sem medij, zdaj bo že 11 let sem jaz delala, jaz sem po moje, ne vem, jaz sem toliko meditacij že skanalizirala in delala z več tisočimi ljudmi v živo v teh, z meditacijami. In jaz imam toliko zgodb, toliko feedbackov, jaz bi lahko enkrat sam knjigo od tega napisala, a ne? To ni knjiga, to ne obstaja, to je moj priročnik, to sem jaz napisala, skanalizirala, to je priročnik, kar jaz učim na tečaju za kanaliziranje, Celestial Inspiration. In zdaj, ne, ko mi
delamo kanalizirano meditacijo. Ja, kaj se zgodi? Zgodi se to, da se vzpostavi povezava, grem nazaj na to slikico, čakajte samačka. Zgodi se to, da se vzpostavi povezava vseh delov nas, ker mi nismo samo to fizično telo in mi nismo samo ta aktiven Mi smo vse to, mi smo zdravo, vitalno telo, mi smo jasne, čiste misli, mi smo pretočna čustva, mi smo močna energija, mi smo močna duša, mi imamo jasno povezavo z duhovnim vodstvom, mi imamo totalno sposobnost manifestacije. In v bistvu samo, če mi redno skrbimo, da smo v stiku z vsemi temi telesi. In zato, ko me vprašate, a je meditacija zdravilna, v smislu, da lahko fizično telo pozdraviš? Ja, seveda. Zaradi tega, ker napaja, ker ti energijo iz tvojega izvora dol prinese in napaja tvoje fizično telo tukaj na planetu Zemlja. In zdaj, meditacija kot taka v bistvu v resnici pomeni vzpostavljanje pretoka čez vse, kar mi smo. In zakaj se po meditaciji toliko dobro počutiš? Pa pomirjen, pa jasen, pa tako usklajen. Zakaj se po meditaciji tako dobro počutimo? Ja, ravno zaradi tega, kar sem zdaj povedala. Ker vzpostavimo povezavo čez vseh svojih 7 teles. In v bistvu vseh 7 teles ima tudi na fizičnem telesu centre, kjer se ta telesa v bistvu pripenjajo in imamo potem dobesedno iz nas vseh teh 7 teles pač izhaja. A ne? In zdaj, ful ste mi postavljali dobre vprašanja. In recimo, eno vprašanje, ki se je ful pogosto pojavljalo, je to. Kaj pomeni to, da jaz med meditacijo zaspim? Ali me pa kar odnese? Pa pridem ven in pa mi ni jasno, kaj sem meditiral, kaj se je dogajalo. Ne? Nič ni slabega v tem, če se nam odklopi. Ker poglej, kot tak je tretje telo po vrsti. Fizično, čustveno, mentalno. Je tretje telo po vrsti. In to, da se te odklop, to je namen meditacije. Da ti v bistvu dobesedno, da ti poveže vse dele tebe, ne da si samo v enem delu prisoten. In recimo, če se ti dogaja, da zaspiš ali pa da se nič ne spomniš po meditaciji, to ne pomeni, da je meditacija neuspešna. To samo pomeni, da se je tebi tvoja kontrola izklopila. In da je šel pretok lahko čez vse. Ja, vam bom povedala, kje najdete moje meditacije. Jaz sem v bistvu z namenom, ker pač sem se odločila, da vam bom dala dostop do določenih mojih meditacij, sem na moji spletni strani tjašadorelaj.com prav odprla dostop do brezplačne meditacijske sobe. Vse, kar rabiš narediti, je samo, da greš pod prijava, si ustvariš svoj profil, to pomeni, da imaš svoj dostop, ne? Tvoja sobica, kjer ti lahko dostopaš do meditacij in tam te čaka meditacijska soba. In jaz sem v to meditacijsko sobo dala meditacije za vsa področja življenja. Za ljubezen, za finance, za sprostitev stiske, ta je najnovejša recimo, dala sem za moško energijo, za žensko energijo, za zdravje, za pretočne čakre, skratka zbrala sem meditacijo, sem za vsako področje posebej skanalizirala, zato da kdor začne delati z mano, da lahko takoj dobi prvo postajo, dostop do meditacije in začne v bistvu tam s temi meditacijami. Ne? To je v bistvu začetek, da ti v bistvu s temi meditacijami sebe začneš dajati v ta pretok. Tamara sprašuje, a kot člani šole dobite še druge meditacije. Ja. Potem pa v bistvu, če želiš nadgraditi svojo prakso meditacije, pa v bistvu jaz v moji spletni šoli Oracle Membership dam tebi dostop do vseh ostalih meditacij in vsak mesec se nova meditacija objavi.
In tam so potem tudi meditacije, recimo za samozdravljenje telesa, za informiranje telesa, meditacija, da spoznaš svoje osebne angele, recimo, ta je to ključna. Potem smo imeli meditacijo za manifestacijo obilja, za manifestacijo partnerstva, meditacijo za spuščanje navezanosti, ko se recimo nek odnos zaključi, ne? Potem meditacijo za vzpostavljanje ljubezni nazaj v odnosu, meditacijo za zaključevanje situacij, skratka za ful stvari, tudi recimo določene meditacije, ki so res bolj napredne, v smislu, da so bolj energijsko močne, objavljam tam, meditacijo za zmaji, kristalne meditacije, potem meditacije za manifestacije, najdete v moji šoli pa tudi meditacijo za informiranje telesa s lemurijskimi in atlantidskimi svečeniki. Skratka, tako bom po domače povedala, meditacijska soba je nek tak začetek, če si želiš meditirati in imeti dostop, in ga jaz to brezplačno dajem komorkoli, ker želim, da imate vsi dostop do teh praks. Če želiš pa potem celo knjižnico, pa seveda pridite v mojo šolo Zapravi, zdaj smo rekli, po eni strani nekateri imate problem s tem, da se odklopite in da ne veste, kaj se dogaja, in imate občutek, da ste zamudili, kar se je v meditaciji zgodilo. Ampak kar se je v meditaciji zgodilo, se je v kanaliziranih meditacijah, zdaj govorimo. Tudi če ti nič ne veš, kaj se je dogajalo, je meditacija naredila svoje. Ker poglejte, recimo, ko jaz posnamem kanalizirano meditacijo, jaz se povežem recimo z nadangelom Mihajlom. In ko jaz njegove besede kanaliziram, njegova energija pride dol. In kadarkoli boš ti to meditacijo poslušal, bo informacija, energija, svetloba, vibracija tega duhovnega vodnika na to temo dobesedno se sidrala v tvoje telo. In torej tudi, če ti nič ne razumeš, zakaj se gre, se dogaja. In jaz vam bom povedala, da moje meditacije poslušajo tudi ljudje, ki ne znajo slovensko. Po celem svetu imam ljudi, ki poslušajo moje meditacije, pa ne znajo slovensko, ampak se jim take stvari dogajajo, da noro, ne? Zaradi tega, ker ne gre za razumevanje v umu, gre se za pretok, ki se v bistvu spostavi čez vsa tvoja telesa in tebe poveže z izvorom. In v bistvu, mi smo svetlobna bitja. Mi smo, pustimo zdaj to fizično telo, tukaj smo se mi samo v tem življenju utelesali in to nam je zdaj znano. Ampak kdo smo mi? Mi smo v bistvu vibracija. Vibracija je pa informacija plus svetloba. Se pravi, mi smo bitja svetlobe in informacij. In zdaj, kaj je meditacija? Ja, točno to. Ista stvar. Meditacija, kanalizirane meditacije, o tej danes govorimo, so meditacije, ki v tvoje telo, vsa telesa prinesejo svetlobo in v vsa telesa prinesejo informacijo. Se pravi, če ti meditiraš na temo obilja, bo v tvoje telo prišla informacija obilja. Če ti meditiraš na temo, novih navad, bo v tvoje telo prišla informacija take energije, ki tebe podpira, da vzameš nove navade. To se zgodi, takšna je moč v bistvu kanaliziranih meditacij. Zato, ker se v bistvu kot medij jaz pripnem gor na to frekvenco in na te kode in jaz to dol prinesem. In to se steče kot slab čez vsa tvoja telesa. Zato se ne obremenjevati, če med meditacijo zaspite. Očitno je rablo se umakniti tole tlele gor, da ste lahko to dosegali. Zdaj pa, eni imate pa težavo s tem, ker vam ful dela. Jaz bi vam rekla, začnite delati, poslušati moje kanalizirane meditacije in samo ostani v praksi. In samo delaj, vsak dan delaj in se ti bo po času izklapljal. Zato, ker lahko si poslušal kakšne druge meditacije, recimo vodene meditacije. Iskreno, vodene meditacije so največkrat iz tlele gor. Se pravi, so največkrat iz mentalnega telesa podane. In kako boš ti ne bil v glavi, ko ti nekdo govori meditacijo, ki je iz glave? A me razumete? In zato so kanalizirane meditacije najmočnejše. Ker so iz toliko višjih nivojev.
In zato največkrat, če ti glava takole dela, je možno, da v bistvu poslušaš vodene meditacije, ne kanalizirane, in zato začni poslušati moje kanalizirane, recimo. Druga stvar, ki je ta, da v bistvu mogoče, jaz tudi včasih, recimo, jaz sem včasih tako ful neki slabe volje in rečem, grem meditirati, ker vem, da me meditacija vedno nastavi nazaj. In pa ležim in sem sam še bolj tako, in takrat si dam pauzo in si rečem, Tjaša, ti rabaš najprej premigati tole fizično telo, ker ko nam takole dela, rabimo mi telo premigati. Prej preden meditacijo. In skači, tresi, moker kužak, 90 sekund, celo telo tresi, dej ven, ven laufat, skači, nekaj nared. Zaradi tega, ker ko smo v življenju v kontroli, ko uma ne moramo ugasniti, pomeni, da nismo dovolj premaknili svojega fizičnega telesa. Rok sprašuje, ali imaš kakšno meditacijo za hujšanje. Sprašujem za prijatelja. Jaz svetujem, da poslušaš meditacijo za uskladitev čakr, kaj je v meditacijski sobi, ker v bistvu eden od razlogov, zakaj se tudi teža nalaga na nas, je ta, da v bistvu nimamo pretoka čez fizično telo in čez ostala čustvena telesa tudi, recimo. Dajmo tako narediti. Na koncu, ko bomo zaključili, lahko poveste, za katero temo vas zanima, pa vam povem, katera meditacija je za to. Govorila sem to, da v bistvu, ko smo v glavi, moramo najprej fizično premakniti telo, zato ker to je tisto, kar naše mentalno telo raztegne in sprosti naše misli. In zato včasih jaz recimo vidim, da v meditaciji kar takole mi dela, pomeni, da sem še preveč v glavi in grem in se stresam in skačem in nekaj naredim, da se prediham, da dam ven. In pol grem v meditacijo in pa me odnese, recimo. Včasih pa moraš samo, tudi meditacija, večkrat kot jo ponoviš, tako kot vsaka stvar v življenju, bolj se lahko vanjo sprostiš. Na začetku bo vsak malo kontroliral, nekega pa te bo motil to, da je nekdo zunaj vrata odpira, pa te bo motil, da slišiš otroke v sosednji sobi. Na začetku nas vse stvari motijo. Pol pa, ko se naučimo fokusirati na meditacijo, nas odnese, ne? Ne boš med vsako meditacijo zaspal. Med nekaterimi boš, nekaterimi ne boš. V bistvu sploh ne zaspimo zares. Samo možgane damo v drugo frekvenco. Tako da tudi včasih med meditacijo se vam bo zgodil, da mogoče telo se vam bo treslo. To je bilo tudi vprašanje, kaj to pomeni, da se mi kar telo premakne, pa da mi učke trepetajo, pa da mogoče se zjokaš, ali pa čutiš bolečino nekje v kakšnem delu telesa. Lejte, če mi meditiramo kanalizirano meditacijo, kaj se naredi? Pretok čez vsa telesa. To pomeni, da če si imel ti v posameznem telesu neko blokado, neko zadržanost, ko bo energija čez pretekla, bo to sprostil. In to samo pomeni, da ti sproščaš te dele zakrčenosti v tvojih telesih. In sam dovolj. In se bo umiril in boste potem celo prišli do tega, ko boste redno meditirali na kanalizirane meditacije, da boste šli dobesedno v ta tok, v ta kanal in se bo telo samo od sebe začelo gibati znotraj tega pretoka, ki v bistvu teče skozi tebe. Zato v bistvu meditacija nima nikakršnih stranskih učinkov, ki bi bili negativni. In meditacija je res najbolj zdrava in možna praksa, ki jo lahko imaš. Zakaj nima negativnih učinkov? Zaradi tega, ker tebe poveže s tvojim izvorom, pretok ti naredi čez vse, kar ti si. Vrnete vate in kako bi bilo lahko kaj slabega v tem? Je pa res, da včasih spodbudi, ko ti vrže ven iz tvojih teles to, kar se tam zadržuje, da včasih spodbudi, da si na koncu mogoče zjokan ali pa da se počutiš utrujen ali pa da te glava boli. V redu je, samo naprej meditiraj. In recimo v kanaliziranih meditacijah, ki jih v bistvu jaz ustvarjam, vse, kar rabiš delati, je samo, da poslušaš in da slediš. In da to, kar te sama meditacija pelje, da greš s tem. In včasih mi kdo reče, jaz pa ne znam meditirati. In pa mu jaz rečem, a znaš počivati? A znaš ležati na kavču pa poslušati, radio? Pa reče, ja znam, samo poznaš tudi meditirati.
Ker v bistvu kanalizirana meditacija pomeni samo to, da ti prisluhneš glasu, mojemu glasu, ko jaz recimo kanaliziram, če pač iz sebe povem, in te v bistvu samo od sebe te bo peljal, ti rabiš samo tam biti. In v bistvu ne rabiš se truditi, pač utišati misli ali pa truditi nadzirati reakcij, ki se zgodijo v meditaciji. Dovolj, ker ti vsakič bo meditacija nekaj drugega spodbudila. Recimo vprašanje je bilo tudi, kdaj je najboljši čas, da se meditira, koliko časa naj traja meditacija, ali naj ležimo ali naj sedimo. Zdaj, sama osebno vedno meditiram v leže, razen če je posebej za kakšno meditacijo povedano, da je dobro v sede. Osebno mislim, da v ležečem položaju lahko bolj sprostimo kontrolo telesa in v bistvu lahko bolj se prepustimo, bolj damo sebe v pretok. Če pa je meditacija namenjena temu, da tebe odpre, da ti dobivaš uvide, ker tudi take meditacije recimo pač jaz kanaliziram, potem pa rajš sedim, zaradi tega, da ostanem bolj prisotna, da ne odtavam, da me ne dvigne čist, da me ne odnese v smislu, da nisem prisotna in da lažje potem lovim te uvide. Tako da v bistvu izberi položaj, ki tebi najbolj paše. Jaz sama osebno največkrat v leže meditiram. Recimo jaz meditiram ob jutru. Prva stvar je, da zjutraj zmeditiram, zaradi tega, ker včasih se zbudim in nisem tako najboljš, prav čutim, da nisem čist notri v svoji ljubezni, v svojem centru. In potem si samo zavrtim eno od mojih meditacij ali iz meditacijske sobe, največkrat pa v bistvu iz šole če sem čisto iskrena, ki jih je tam v bistvu več. In vsakič začutim, katero meditacijo bi, katera me zdaj premakne, katero začutim, čisto spontano, tista, kateri me pokliče. In jo poslušam in to me nastavi in da sem potem cel dan v tej energiji. Ali pa recimo včasih imam kakšno posebno situacijo in takrat potem tisto meditacijo poslušam. Recimo, če imam nek sestanek, pa je nekaj tako težkega, potem zagotovo poslušam meditacijo za odpiranje srca, zato da res pridem tja v tisti prostor v ljubezni. Meditiram pa v bistvu tako, jaz predlagam, da ko začneš meditirati, si nastaviš v urnik in enostavno pač je to tam. Tako kot je telovadba ali pa tako kot je kosilo ob enih, da si nastaviš, kdaj boš meditiral. Zato, ker na začetku rabimo navaditi sebe na to prakso. In te povabim, da začneš in da si daš 21 dni in si rečeš, ok, zdaj bom 21 dni meditiral in ti zagotavljam, da se bo tvoje življenje transformiralo. Sama sem vodila že veliko meditacijskih izzivov, 21 dni smo meditirali skupaj, mogoče si bil tudi v kakšnem izzivu prisoten in veš, kakšne močne transformacije se zgodijo. Marija sprašuje, ali lahko meditiraš več meditacij ena za drugo? Ja, lahko. No, da vam povem do konca, se pravi, jaz meditiram ob jutru pa zvečer, tako imam prakso, vedno zjutraj pa zvečer pa zaradi tega, da si z vsega tega, kar se je čez dan dogajalo, da si umirim možgane, da se sprostim in da v bistvu res grem v globok in lep spanec. Ampak tako, jaz imam to prakso zjutraj zvečer, ampak če se meni čez dan nekaj zgodi, da mene vrže ven, da jaz ratam tečna, da grem jaz v ego, kaj jaz naredim? Rečem, ok, meditacija in sredi dneva grem in preklopam, ker to mene vrže v center. Ali pa recimo, kadar imam ful velik dela. Vse meditacije v moji meditacijski sobi so dost kratke, v smislu tam okrog 10, 12 do 15 minut, mogoče 20, zato da jih lahko res narediš pač kadarkoli on the go, pač sredi dneva. Pač včasih, ko imam ful velik dela, kar jaz naredim, je to, da preprosto sredi vsega tistega, kar imam za narediti, se ustavim, grem poslušati meditacijo in potem nadaljujem z delom. Ker to je zame pač dobesedno priklop nazaj na moj vir. In dobiš energijo, dobiš moč, vse dobiš, zato da ti lahko naprej delaš tisto, kar imaš. Tisto, kar imaš za narediti. In v bistvu meditacija ne rabi trajati ful dolg. Je pa res, recimo, v meditacijah, ki trajajo cirka 10-15 minut,
v bistvu se ti ta povezava naredi, se ti v bistvu zgodi ta stvar, kateri je meditacija namenjena. Meditacije, katere so daljše, v smislu meditacije pol ure, tudi 1 ura, so pa potem dejansko globja potovanja, so pa potem zdravljenja, recimo v šoli imate vse meditacije, ki so za zdravljenje, za informiranje telesa, za v bistvu očiščenje določene čakre, za aktivacijo določene vibracije v sebi, so vse malce daljše, recimo med 20 minut in pol ure, zaradi tega, da v bistvu proces se zgodi, cel zdravilen proces se zgodi recimo. Meditacije, skozi meditacijo, kanalizirano meditacijo pa lahko v bistvu tudi astralno potujemo, dobivamo uvide, jemljemo v bistvu informacije zase, za življenje in tako, dobivamo odgovore, te meditacije so pa običajno potem malo daljše, recimo tam od pol ure do 1 ure, da se res lahko globoko dvigneš. Tako da recimo tudi imam eno meditacijo, ki je na voljo, da jo si naročite in kupite med dogodki, jo boste najdeli, ki je pa prav recimo meditacija, kristalna meditacija za manifestacijo, ta traja malo dlje časa, zato da res greš visok in da manifestiraš, pa eno imam za uvide, v smislu odpiranje dušne pogodbe, tvojih v bistvu akaških zapisov. To boste tudi recimo najdeli. Te meditacije so pa malo daljše, zato ker to je pa v bistvu duhovno potovanje, da ti vse tlele gor prebereš, kar je za prebrati in prineseš nazaj. Ok, eno vprašanje je bilo, če lahko otroci meditirajo na moje kanalizirane meditacije. Kot ste videli, v bistvu imam jaz sicer eno meditacijo v meditacijski sobi namenjeno prav otročkom, ampak to je za manjše otročke, a ne. Bom zagotovo posnela še kakšno za otročke. Drugače pa vse meditacije načeloma lahko otroci tudi poslušajo, oziroma najstniki, ne. Če kakšna meditacija res ni primerna, ker je mogoče malo preveč energijsko intenzivna, jaz to povem. Sploh v šoli vam za vsako meditacijo povem, če je mogoče preintenzivna, zato ker majhni otročki še ne znajo v bistvu vseh teh procesov predelati, a ne. Drugače pa vse, ki so v meditacijski sobi, so primerne. Jaz pa predlagam, da ti kot mamica ali očka meditacijo poslušaš in jo najprej ti začutiš, in če ti čutiš, da je prava za otročka, pač poslušajta skupaj, mogoče najprej. Drugače pa mogoče ena anekdota, ko sem posnela to meditacijo za otročke v meditacijski sobi, ne, sem dala jaz vsem članom moje ekipe vse te meditacije za poslušati, pač vse, kar so v meditacijski sobi. In pa je vsak povedal, kjeremu ga se je najbolj dotaknila in to. In je potem naš Jaka, ne, iz ekipe je rekel, joj, mene je bila pa najbolj všeč ta od otročkov, a ne. In je rekel, da ima prav tak občutek, da se je pač ta njegova energija, pač otroška, igriva, nežna, nedolžna energija pač prebudila in da se je ful lepo počutil. In res, in velikrat mi pišejo tudi odrasli, da redno poslušajo meditacijo, ki je bila sicer ustvarjena za otroke, ampak v bistvu zato, ker jih spomni na njihovega notranjega otroka, a ne. Tako da, Rok sprašuje, da sem omenila meditacijo z zmaji. Kdo so zmaji? Ja, ta meditacija je v šoli objavljena in jih je kar nekaj. Zmaji so v bistvu duhovni vodniki. Duhovni vodniki, ki nas povežejo z našo zavestjo, z našim najvišjim potencialom. V bistvu zavest je še več kot duša. Je v bistvu tista izvorna vibracija, iz kjer se je naša duša v bistvu rodila. Res, jaz imam toliko enih stvari za povedati, tako da moram kar vas to danes malo na temi, ker bi lahko o zmajih bomo 1 uro lahko govorili, če ne več. Se pravi, rekli smo, kateri čas je primeren za meditacijo, izbereš sam, glede na tvoj ritem življenja. Če meditiraš zjutraj, ti bo to postavilo super temelje, super vibracijo za cel dan. Če boš meditiral zvečer, te bo nežno pospremljal, da res dobro zaspiš. In tudi v bistvu meditacija vpliva na naše možgane, ne samo na možgane, na celo telo, na vsa telesa, ne tako, kot sem na začetku povedala, ampak na možgane v smislu, da nam preklopi med frekvencami možganov. In če ti v bistvu, recimo alfa in beta je stanje možganov, v katerem mi smo takole med pač življenjem, med aktivnim življenjem. In v bistvu, ko mi meditiramo, se dvignemo pa v bistvu potem še više v teto in vse druga više frekvence naših možganov. A ne? In v bistvu, če ti meditiraš proti večeru, v bistvu tebi možgane umiri, zato da res ti lahko zaspiš in te hitreje v bistvu po noč odnese. Recimo ena stvar,
Dajte mi povedati, ali se vam je že kdaj zgodilo, oziroma ali se vam pogosto dogaja, da se zbudite ob 3 ponoči ali pa ob 3:33, skratka, tam okrog 3 ponoči. Roke gor, komu se to dogaja. Če bom pa še na eno vprašanje odgovorila, pri katerih letih lahko otročki začnejo, iskreno, otroci, ko se utelesijo, oni so še toliko povezani s svojim izvorom. Tako da v bistvu dojenčki ne rabijo zares meditirati, a ne? Jaz nekako tako vidim, tam okrog 6., 7. leta jih mi že toliko nasičimo s temi zemeljskimi zadevami, da oni to povezavo izgubijo. Prej, načeloma otroci ne rabijo toliko tega, ne? Je pa seveda čisto odvisno, v kakšnem okolju rastejo, a ne? Če je ful enega pritiska in tega treniranja in tega v bistvu vzgajanja in to, bo otroček že pri 3 letih čist v bistvu izgubil povezavo, a ne? To je pa čist individualno, a ne? Tako da jaz bi predlagala, da pač ti kot mamica ali pa očka, da začutiš, mogoče pač vidiš, a ne, se pogovarjaš ali pa ti kdaj meditiraš, pa daš otročka zraven, pa bo on v bistvu že začutil, a mu paše ali ne. Otroci zelo radi meditirajo in to je njihovo naravno stanje pač. Tako da jaz bi predlagala, da lahko že v bistvu z malo leti, a ne, tam med 3, 5 recimo naprej, lahko že v bistvu meditiraš. Bodo tudi bolj, otroci bodo ful stvari videli. Oni bodo v meditaciji, no, njim vse jasno, ne, zato, ker so še vedno toliko pretočni. Evo, odgovori letijo vsako noč ob 3, ogromno se vas zbudi velikokrat ob 3. Zakaj? Kaj se zgodi ravno ob 3? Naša duša tekom noči vedno potuje. Mi smo sicer pripeti v fizično telo in ta povezava gre v popek, se pravi zlato, pri nekaterih pa srebrna, pri večino ljudeh je to srebrna svetloba, pri določenih ljudeh je to zlata. Se pravi, v popek je pripeta, ko tvoja duša gre iz telesa potvati, se ti v bistvu v popek pripne in potem skozi to zlato nit ti potuješ. In ti iz fizičnega telesa greš v višje dimenzije. Zakaj? Zato, ker ti si načeloma tle doma in ti rabiš obnovitev vibracije vsake toliko časa, a ne? In v bistvu vsako noč se ti zgodi, da tvoja duša gre na potovanje. In ko se vrača, se ti zbudiš. In to se največkrat zgodi okrog 3. oziroma tam od 3., 4. do max 5., da pride duša nazaj. Načeloma, če gremo spat tam normalno, recimo do polnoči, a ne, ali pa do 11, 10, 11, se bo to zgodilo, da se nam bo duša največkrat se bo ob 3. uri vračala nazaj. In ko se usede v telo, se ti predramaš, ne? Mogoče kot zanimivost. Bom pa ful v duši razlagala ta mesec v šoli, ker je nora dobra tema. In takrat samo kaj narediti, da bi zaspala, recimo, če se takrat zbudiš, a ne, takrat sam najprej bod pozoren, pač, a so kakšne misli s tem prišle, so kakšne informacije prišle. Zdaj, ker takrat smo tudi v bistvu zelo jasnovedni, jasnočutni, jasnoslišni, ne, takrat pridejo informacije. Recimo en trening, ki smo ga imeli v šoli do katerega imate vsi dostop, ko boste pač, ko se vpišete v šolo, je kako postati jasnoviden, kako v bistvu odpreti svojo točko uvidov, torej svojo 6. čakro, 3. oko, da ti skozi sanje, skozi nočna potovanja, skozi meditacije začneš dobivati več uvidov, slik, filmov. To smo se prav en mesec učili. Eno super vprašanje je bilo, ali se je potrebno po meditaciji prizemljiti in kako to storiš. Moje meditacije, ki jih jaz kanaliziram, so tako narejene, da te na koncu energija vedno v telo povleče. Tudi če te oni ne vodijo, pa ti padeš not, ker so meditacije tako energijsko postavljene. Zdaj, če pa ti se ne počutiš, da si prizemljen, v smislu, da se butaš v stvari, da te glava še boli, pa tako ne vidiš jasno, imaš moten pogled, ti piska v ušesih in se počutiš, da nisi prizemljen, pač po meditacijah, pač če meditiraš na druge meditacije ali pa recimo tudi pač kadarkoli, takrat te pa povabim, da začneš masirati svoje stopala in da napolno masiraš svoje stopala ali pa daš roke oziroma noge v hladno vodo, v res hladno vodo in samo dovoliš, da voda teče in ti bo v bistvu dol povleka. Super vprašanje je bilo tudi tole, kaj pomeni, če med meditacijo vidim svetlobo? Se pravi, to samo pomeni, a ne? Pač logično je, da večkrat, ko meditiramo, bolj kot se odpiramo,
bolj odpiramo tudi svoje darove. Naša sposobnost jasnovidnosti, jasnoslišnosti, jasnočutnosti, vsi ti kanali, jasnovonjanja, vse to so kanali, ki v bistvu so naša naravna duhovna čutila. In logično je, da ko boš meditiral, da se ti bo kdaj zgodil tudi to, da boš začel dobivati uvide in da se ti bodo ti darovi aktivirali. Seveda, jaz imam tudi recimo vsi, ki ste pri meni delali tečaj letos, ste dobili prav meditacije za odpiranje teh kanalov. Zato, ker si želimo biti pač bolj povezani. A ne? Tako da jaz predlagam, da samo uživaš v tem, kar pride. Ne se spraševati, kaj to pomeni za te, ker ko boš rabil vedeti, boš vedel. Bo zraven vseh teh svetlob in dogajanja prišla tudi informacija. Lahko pa se zavedaš, da je vse to varno. Recimo eno vprašanje je bilo, da vas je strah. Nekatere je zelo strah meditacije, da se ne bi kaj zgodil, da jih ne bi nekam odnesli, da ne bi nekaj videli. In bi vam rada v bistvu povedala, iz kje to izhaja. Poglejte, mi kot duše smo vsi iz izvora prišli sem dol na planet Zemlja. In na planetu Zemlja pač vedno bolj se tudi zavedanje na planetu Zemlja dviguje, hvala Bogu, ampak v preteklih dobah planeta Zemlje je bil sistem tako postavljen, v kolektivni zavesti je bila taka kontrola, Bog ne dej, da bi bila oseba povezana. Bog ne dej, da bi bili ljudje v svojem centru postavljeni in povezani s svojim izvorom, svojim virom. Zakaj? Ko si ti povezan s svojim virom, si ti samostojan, si ti pretočen, ti ne rabiš avtoritete, ki bo tebe nadzirala, ker imaš ti vso zavedanje tukaj, v sebi. In torej, sistemi, ki so v preteklosti bili kot avtoritarni sistemi na planetu, so v bistvu zatirali to, da smo bili mi povezani. Ker vsak človek, lejte, otročki se rodijo, pa so tlele mehki. Včasih imajo otročki, a ne, še vse veste, tlele mehki. Zakaj? Zaradi tega, ker je tlele ta povezava še čisto odprta. Tlele jak zavesti, skozi tlele vse dobimo. In v bistvu način vzgoje, način delovanja, to, kar je normalno, je vse usmerjeno v to, žal še vedno preveč, vse usmerjeno v to, da te zapre. In lepo vas prosim, ne se drugih ljudi dotikati tukaj ali pa v popek. To vedno rečem mojim tečajnikom. Ne dovoli, da ti kdo šari s prstom v popek ali pa da se te dotika tlele gor. Sploh pa ne v popek. Ker popek je povezava, tvoja vez do tvojega izvora, do tam, kjer je tvoja duša pripeta, pač do tvoje dušnega kraljestva. In takoj, ko ti oseba začne šariti po tvojem popku, prekinja tvojo povezavo. Ne? In isto je tukaj. In v bistvu bolj, ko se nam te darovi odpirajo, manj nam paše, da se nas ljudje tle gor dotikajo. Zaradi tega, ker je tukaj tvoj kanal in je odprt. In če se te kdo tle dotika, svojo energijo not posega. In zdaj, pač, naša narava je, da mi imamo vse v sebi. In to, kar jaz tebi govorim, skozi moje dogodke, skozi šolo, tukaj, na livih, v blogih, je v bistvu samo to, jaz tebe hočem spomniti na to. Ker vse te stvari ti veš, to so resnice, ki jih ti veš. In v bistvu moje poslanstvo je prinesti dol jasnost, da pridemo nazaj v to. Da prideš nazaj v svojo vibracijo, v povezavo s sabo noter in začneš sebe spraševati, ko te nekaj zanima. Ne avtoritete. Ne? In v bistvu, če imaš ti velik strah, ful dobro vprašanje, kaj je spanje na trebuhu? Če boš spal na trebuhu, boš v bistvu, recimo, na trebuh se je dobro obrniti, če se želiš po meditaciji prizemljiti. Ali pa če te je ful odnesel, se sam na trebuh obrniti in te bo bolj zemeljsko energijo povezali. Drugačni nič narobe. Sam se pa lahko dotakneš popka. Ja. Kaj je masaža glave? Ni problema, a ne? Seveda masiraj se samega sebe, a ne? Ni nič narobe, jaz tudi sama uživam v masaži glave. Bolj se gre za to, da, a veste, lejte, en primer. Kaj se naredi z otročkom, ki ga hočeš utišati? Kar takole mu rečeš, no, je že v redu, no. Kolikrat mečkane otročke, ne vem, srečaš se v parku, prijateljica pa otročka, pa ga začneš kar po glavci ščlatati. Pač, dajmo malo zavedanja zbuditi.
In boste videli, da otročkom nikoli to ne paše. Ker jim dobesedno tle zapiraš. Zdaj, da ne bo pomote, da se nikoli ne smemo nič dotakniti, ne govorim o tem. Bolj pomeni, da dajmo samo zavedanje okrog tega prebuditi. In da ljudi ob sebi navadimo, da se ne dotikajo popka. Ne? Jaz sem samo osebno moj popek je zame toliko sveta stvar, da jaz nobenemu ne dovolim, da me po popku šar, recimo. Pa sem imela enkrat partnerja, pa mi je začel neki po popku in jaz sem tako, ne, stop, tukaj lepa, tole ne bo šlo. Pa je rekel, kaj je tjašlo, saj sam popek. Sem rekla, ne, to je moja povezava z mojim izvorom, ne mi ti tjale noter daj. Pa si lahko čisto super, pa fajn, pa imaš lepo energijo, ampak to je moja energija. Ok, da se vrnem zdaj nazaj. In zakaj imamo mi v bistvu strah vcepljen? Ne meditirati, ne se povezvati, zakaj mogoče tebe, tvoji družinski člani, partner, prijateljice čuden gledajo, ko meditiraš, pa mene poslušaš, recimo, ne? Zato, ker mi imamo v sebi vcepljen ta strah. In ta strah ni resnica. Strah nikoli ni resnica. Strah je vedno plod nižjih teles, ko so ti bila vcepljena skozi življenja ta prepričanja in te informacije. Ko si ti povezan, ko si ti v meditaciji, v kanalizirani meditaciji in ti poslušaš in si ti povezan, takrat tebe ni strah. Takrat tebe ni strah. In v bistvu strah imamo zaradi tega, ker je toliko tega zatiranja bilo v tem življenju in preteklih življenjih. In pa še to vam povem, ne? Da v bistvu mi imamo iz preteklih življenj, jaz sem bila v enem preteklem življenju recimo sežgana, ne? Oziroma, ne sežgana, sežgana, oziroma sem bila ubita, tako bom rekla, ubita sem bila zaradi tega, ker sem določene stvari govorila, a ne? In med nami je veliko takih ljudi, ki ste izgubili življenje v preteklih življenjih, zaradi tega, ker ste živeli resnico, ker ste bili orakelj. Ne? In zato imam jaz šolo za moderne oraklje. Šola je v bistvu šola, da tebe spomne nazaj na vse te tvoje darove. In zato jo imenujem šola za moderne oraklje, ker se moramo vrniti. Orakli se moramo vrniti. In včeraj sem govorila z enim prijateljem in on je iz Makedonije in mi je razlagal v bistvu tudi o tem. In mi je razlagal mi je o Aleksandru Velikem. In je rekel, veš Tjaša, saj tudi Aleksandar Veliki je imel svoje, ne vem kako se je on izrazil, ampak dobesedno svoje oraklje. Saj so imeli vsi pretekli kralji v Rimu, pa v Grčiji, pa povsod, vsi so imeli svoje vedeže, oraklje, svečenike. In to so bile samo osebe, ki niso prekinile te povezave. Ampak to smo vsi mi. In zato se moja šola imenuje šola za moderne oraklje, ker ti si orakelj. In ta šola ti pokaže, kako prideš nazaj v to povezavo, da živiš v stiku s sabo, v stiku s svojim izvorom. In zdaj, če ima naša duša iz preteklosti te spomine nabrane, pa še v tem življenju, kolektivna zavest nas ne podpira, glih najboljš, da meditiraš, ne? Mislim, se vedno več dogaja, odpiranja za to, ampak še vedno, ne? Še vedno si čuden, ti pa, ne vem, hodiš k Tjaši na kanaliziranje, na angelčke, ne? Ti si pa čuden. Ampak zaradi tega, ker je vse ljudi tako prekleto strah, upam, da nimamo otrok zraven, ker je vse ljudi toliko strah. Strah jih je tega, da boš ti se postavil v svoj center in da boš živel svojo resnico in da ne boš več ovčka sistema. In kar se zdaj dogaja, hvala Bogu, da se dogaja, zaradi tega, ker vemo v sebi, da sistemi, v katerih živimo, ne podpirajo naše resnice. In zdaj, če si imel ti ta spomin, da se ti takole vedno aktivira strah pred meditacijo in tem, pomeni samo, da si ti veš v sebi, da z meditacijo boš ti prišel do sebe. In samo meditiraj naprej. Nikoli v meditaciji Meditacija ima samo pozitivne učinke, ker te da v pretok. Ne? In v bistvu nikoli v meditaciji ne boš doživel nečesa, kar ni prav zate v tistem trenutku, da doživiš, vidiš, slišiš, se zgodi. Si pa voden. Meditacije, ki jih jaz delam, so tako energijsko močne in tako energijsko čiste, da že sam to, da jih boš poslušal, se ti bo življenje transformiralo.
V bistvu še enkrat povem za tiste, ki ste se nam mogoče pridružili kasneje. Če želite začeti z meditacijo ali pa najdete nove meditacije, vas vabim v mojo meditacijsko sobo, kjer vas čaka nek komplet meditacij za vsa področja življenja. Če pa želite potem še naprej raziskovati in dobiti dostop do še več meditacij in pa vseh treningov v živo z mano na vse teme, pa pridite v našo spletno šolo OM. Kar se tiče popka, v primeru, da smo imeli kakršnokoli operacijo okrog popka, jaz predlagam, da poslušaš meditacijo za zdravljenje telesa z Rafaelom, jo najdeš v meditacijski sobi in v bistvu daš fokus tudi na popek in ti bo v bistvu zlata svetloba v tej meditaciji ali pa tudi, če si večkrat vizualiziraš, regenerirala, popravila v bistvu to, kar je bilo pač na nek način ali odstranjeno ali pa takrat ranjeno. Vsi naši organi imajo energijsko matrico, tudi če ti odstranijo jajčnike ali pa ne vem, en organ, je vibracija organa še vedno tam in ko ti meditiraš, v bistvu se ti napaja vibracija tistega organa, tudi če fizičnega organa ni in ti lahko čisto normalno živiš. Samo moraš pač redno polniti ta organ preko meditacije. Danes vas pa želim popeljati še v meditacijo in sicer v meditacijo, v kateri nekaj drugačnega, nekaj posebnega, meditacijo, v kateri boš na koncu dobil tudi odgovor oziroma jasnost za svoje življenje. Kaj zdaj tisto, kar ti najbolj potrebuješ vedeti. Tako da, kdor želi ostati na meditaciji, lepo vabljeni, da gremo zdaj še v meditacijo, če mora kdo že pančkati ali pa karkoli. Ta posnetek bo ostal objavljen na moji Facebook strani, pa tudi naložili bomo na mojo spletno stran, tako da boste lahko še poslušali. Je pa dobro, če greš zdaj z mano v meditacijo, da ostaneš do konca, se pravi do konca te meditacije. Ne vem, 21 minut bomo imeli še meditacijo. Ok. Tako, malo se moram še napiti, vode popiti, zato da bom lažje kanalizirala. Tebe pa povabim, da zdaj vse umakneš in gremo v meditacijo. Sprostiš najboljše, če se usedeš ali pa uležeš res v udoben položaj. Pa da si mogoče ugasneš lučke, ker ne rabiš zdaj. Zdaj je pomembno, da se čim bolj sprostiš. Dragi otrok, draga duša, tukaj s teboj smo mi, angeli. Želimo te popeljati v globoko sprostitev, da znotraj te meditacije sprejmeš povezavo vseh tvojih teles. Daj svoje telo v udoben položaj in vzemi si čas, da resnično najdeš pozicijo telesa, v kateri lahko spustiš vso kontrolo, ves nadzor nad telesom in samo spusti vso težo dol. Zavestno vdihni
skozi nos in izdihni skozi usta in dovoli, da pade vsa teža dol. Vdih. Izdih. In tako nadaljuješ in sproti dovoljuješ, da skozi zvok, ki naravno pride iz tvojega grla, pade dol vsa teža, ki jo zdaj v svojem življenju čutiš. In prav nič ne potrebuješ spreminjati, samo dovoljuj. Dovoljuj vse, kar si, vse, kar je trenutno del tvojega sveta. In spoznal boš, da v dovoljevanju se zgodijo največje spremembe. In zato povabimo te, mi angeli, da tudi v tej meditaciji vse dovoljuješ. Vsa stanja telesa, vse občutke, vse, sebe celega. In zdaj nežno nadaljuj z dihi skozi nos in samo dopusti, da se tvoje telo še bolj sprosti na podlago. In dovoli si zdaj v tem trenutku začutiti našo ljubečo bližino. Kako vsi mi, angeli, zdaj prihajamo k tebi svojo brezpogojno ljubeznijo. Te objemamo, te nežno božamo, ti pa samo sproščeno dihaš in si v dovoljevanju in sprejemanju. V tem trenutku mi, angeli, iz najčistejših, najbolj energijsko močnih nivojev tebe, po univerzalni zavesti v vesolju, v sredini vesolja, je doma ta esenca, na katero si pripet. Zdaj prinašamo dol naravnost skozi vsa tvoja telesa, ta žarek svetlobe, biserno bele vibracije, ki se zdaj iz univerzalne zavesti, iz sredine vesolja začne spuščati preko tvojega telesa manifestacije, skozi celestialno telo, preko astralnega telesa, skozi energijsko telo zdaj vstopi ta biserna svetloba in vibracija čiste ljubezni, skozi tvoje mentalno telo, čustveno telo, naravnost v tvoje fizično telo, v vse organe, v vsako celico se zdaj sidra ta vibracija. Samo nežno dihaš in dovoljuješ, da teče vate. Ničesar ne potrebuješ storiti, samo sprejemaš. Ko mi, angeli, iz tvojega izvora, naravnost skozi vsa telesa, pa tvoje telo sidramo brezpogojno ljubezen. Ti pa nežno dihaš in dovoljuješ in sprejemaš. In zdaj bomo v tvoje telo
nežno usidrali vseh 7 vibracij, 7 barv mavrice okoli tebe, okoli tvojega fizičnega telesa. Zdaj ustvarjamo mavrični krog. Popolna okrogla mavrica je zdaj okoli tebe. Ti pa nežno dihaš in dovoljuješ, da te frekvence, te čiste vibracije 7 žarkov mavrice objamejo tvoje telo. In ko je ta mavrica povsod okoli tebe, lahko zdaj srkaš njeno energijo. Samo dovoli. Rdeči žarek mavrice se začne zdaj sidrati v tvoja telesa, skozi vsa telesa, vse do fizičnega telesa, naravnost do tvoje prve čakre na trtici. Te razsvetli, te napolni, ti da točno to, kar zdaj najbolj potrebuješ. Ti pa nežno dihaš in čutiš, dovoliš vse, sprejmeš vse. In že prihaja oranžen žarek mavrice, naravnost iz izvora skozi tvoje telo, skozi vsa telesa in se zasidra v tvojo drugo čakro pod popkom. Ta oranžen žarek zasveti in te napolni. Prejmeš vse, kar zdaj potrebuješ. Ti pa nežno in sproščeno dihaš dalje. Vse se dogaja zate. Ko rumeni žarek iz mavrice se zdaj nežno sprosti skozi vsa tvoja telesa in se zasidra v sredino tvojega trebuha, v tretjo čakro, nad popkom. Razsvetli tretjo čakro in ti prinese vibracijo, ki jo prav zdaj najmočneje potrebuješ. In nato se spusti iz izvora, iz te čudovite mavrice, ki te obdaja. Zeleni žarek naravnost v tvoje telo. Presvetli vsa telesa, dokler se ne usede v tvoj prsni koš, v tvoje srce, tvoje četrto čakro. In tu zasveti ta žarek zelene vibracije in ti prinese točno to, kar zdaj najbolj potrebuješ. Ti pa dihaš in dovoljuješ. Ko se iz te čudovite mavrice začne v tvoje telesa in v tvoje fizično telo snemati modri žarek, naravnost do tvoje 5. čakre na grlu in dihaš. Dovoljuješ, sprejemaš in v hvaležnosti obstajaš. In zdaj se iz čudovite mavrice nežno sname vijoličen žarek, ki začne stopati skozi tvoje telesa, dokler ne doseže fizičnega telesa
in se ustavi na tvoji 6. čakri, na sredini tvojega čela. In na tem mestu zasveti in ti prinese točno to, kar najbolj potrebuješ. Ti pa sprejemaš in dovoljuješ. In zdaj iz samega izvora, iz središča vesolja, pride zlati žarek svetlobe preko vseh tvojih teles, vse do tvoje 7. čakre, na vrhu tvoje glave, na temenu. Tja se zasidra in ti prinese vse to, kar zdaj najbolj potrebuješ. Ti pa sprejemaš in dovoljuješ. In zdaj celo tvoje fizično, čustveno, mentalno, energijsko, astralno, celestialno in telo manifestacije žari v teh žarkih. Postajaš multidimenzionalen. Skozi vsa tvoja telesa seže ta vibracija. In dihaš. In se čutiš. In vsa tvoja pozornost gre zdaj v sredino tvojega čela. In si predstavljaš, kako gledaš v svet skozi svojo 6. čakro, skozi tvojo točko uvidov. Kot bi z notranjim pogledom gledal iz te točke ven. In samo opazuješ vse, kar vidiš, vse, kar doživljaš in občutiš, ko je tvoja pozornost na tem mestu. In zdaj ti bomo pokazali 3 simbole. In samo dovoli sebi, da jih vidiš s svojim notranjim pogledom. Zdaj vidiš simbol piramide. Samo poglej in videl boš piramido. Zavedal se boš, da je tam. Dovoli si zdaj videti to piramido. In samo predstavljaj si jo tam pred teboj in sprejmi vse, kar ti ta simbol prinaša. In zdaj se nežno simbol piramide umakne. In pred teboj se ustvari čudovita ptica v letu. Skozi svojo 6. čakro zdaj lahko vidiš ptico, ki leti. Ta čudoviti simbol ptice
katerekoli ptice je pred teboj, da ga lahko opazuješ. In samo bodi tu, vidi to, sprejmi energijo tega simbola. In zdaj se ta simbol nežno umakne. In v tvojo jasno vidnost vstopi simbol ključa. Skozi svojo 6. čakro zdaj vidiš ključ. Doživi ga in sprejmi vibracijo tega simbola. In zdaj dovoli, da se tudi ta ključ umakne in samo svojo pozornost prenesi na srce, na svojo 4. čakro, na tvoje srce. In če želiš, lahko ljubeče in nežno tja prestaviš tudi svoje dlani. Tvoja jasnovidnost, jasnočutnost, jasnoslišnost, vsi tvoji darovi ti zdaj pri tem pomagajo. Tvoja pozornost je v srcu. In zdaj mi, angeli, v tvoje srce polagamo enega od 3 simbolov. Ti pa samo seži v srce z notranjim pogledom in prepoznaj, kateri simbol je tam. Takoj boš vedel. Zaupaj sebi in samo dovoli si zdaj povezavo s tem simbolom, ki zdaj biva v tvojem srcu. In zdaj prisluhni. Predali bomo jasnost, kaj vsak od simbolov v tej meditaciji tebi sporoča. Kolikor si v svojem srcu začutil in videl piramido, je zdaj v tvojem življenju pomembno, da stvari gradiš, da si usmerjen v to, da raste to, kar si želiš zgraditi, da nisi pasiven, ampak aktiven, da na kup nosiš to, kar bi rad, da dobesedno zbiraš ob sebi to, kar tebi veliko pomeni, da se družiš z ljudmi, katerih družba ti je všeč in ti je prijetna, da usmerjaš svojo energijo tja, kjer želiš več rezultatov, da gradiš, kot se piramida gradi iz manjših kamnov, večjih kamnov,
tako ti gradiš svoje življenje zdaj v tem trenutku. Možnost imaš, da ga zgradiš znova, da ohraniš dele, ki so ti všeč, da zamenjaš dele, ki ti niso, in samo začni dajati v svoje življenje gradnike, več tega, kar želiš doživljati, več tega, kar ti je zdaj pomembno. Samo gradi. Ne čakaj, aktivno izberi in gradi. Naredi prvi korak, da bo drugi korak lahko prišel. Gradi. In vedno potrebuješ postaviti temelje in potem naslednjo stopnjo in naslednji nivo in naslednji. In zato ni važno, kje si, koliko si že zgradil. Samo dodajaj naslednji delček tvojega mozaika. To je zdaj tvoja naloga, da se zavedaš, da si ti kreator tega življenja, tvoje zgodbe, in to, kar boš gradil, tja, kamor se boš usmerjal, s tem bo polno tvoje življenje. In zdaj samo ostani povezan s to vibracijo simbola in dovoli, da se vate usede vsa ta energija, da boš lahko gradil. Kolikor si v svojem srcu prepoznal simbol ptice, draga duša, tvoja naloga je, da se oddaljiš. In ko govorimo o oddaljevanju, ti želimo povedati to, da se zelo močno fokusiraš na določene stvari, na določene ljudi, na določene aspekte svojega sveta. Tako si blizu, tako blizu gledaš. Kar pa zdaj najbolj potrebuješ, je, da se dvigneš kot ptica v letu in začneš z razdalje gledati na vse te situacije. In ničesar ne spreminjaj, dokler se najprej ne oddaljiš, dokler si najprej ne vzameš časa zase, kajti to je tisto, kar tebi najbolj primanjkuje. V svoj fokus ves čas daješ nekoga, nekaj. V resnici pa potrebuješ se samo oddaljiti, pa to ne pomeni ločevati se. Saj se boš vrnil nazaj, saj se boš vrnil v fokus, ampak moraš imeti ta umik. In ta umik od drugih situacij in ljudi pomeni premikanje k sebi. Tako se umakneš iz situacije, se v resnici primakneš k sebi. In meditacija je zagotovo praksa, ki jo tvoja duša tako močno potrebuje. Kajti skozi njo boš prihajal nazaj k sebi. Prihajal nazaj k sebi. In torej vse, kar se fokusiraš, bo imelo veliko od tega, da se malce umakneš. Da se lahko tukaj premaknijo stvari, da se lahko tukaj zgodijo spremembe, ki se zdaj ne morejo, ker si kot klop povsod okoli. In zavedaj se, da ne potrebuješ vsega sam v tem življenju, da je veliko storjeno zate. Tudi mi kot duhovni vodniki in angeli ti pomagamo, da je storjeno zate v najvišje dobro. Ampak se moraš najprej malce umakniti in primakniti se k sebi. In na tak način se bodo vse situacije lahko zrahljale, transformirale in naredile energijsko bolj primerne zate. In to je zdaj tvoje vodstvo. Ostani zdaj osredotočen na to ptico v letu v tvojem srcu in bodi povezan z njeno vibracijo. Potrebuješ jo. In vkolikor si v svojem srcu našel simbol ključa, je to sporočilo zdaj zate. Da lahko odkleneš naslednjo sobano tvojega življenja. Potrebuješ najprej biti hvaležen za to mesto, kjer si zdaj.
Če se ti zdi, da se ti vrata naprej ne odpirajo, je to zato, ker energija, s katero zapuščaš sobo, v kateri si zdaj, ni energija, ki odpira vrata za naprej. In zato, kar potrebuješ, je začeti prakso hvaležnosti, da se vsak dan vrneš v to, da prebudiš razumevanje, da vsaka soba v življenju, s tem se v resnici nanašamo na vsako situacijo v življenju, ki se zgodi, je kot soba, skozi katero moraš, da greš lahko v naslednjo sobo. In prebudi razumevanje, da je ta soba tako zelo pomembna zate. In ne hiti naprej, ključ imaš vedno. Ključ je vedno v tebi, ne zunaj tebe, v tebi, ko je tvoja vibracija usklajena z vibracijo naslednje sobe. Se pravi, karkoli želiš doživljati v naslednji sobi, boš najprej prebudil tukaj, s tem, da boš prebudil hvaležnost. In potem se bo lahko vate začela sidrati energija naslednje sobe in s svojim ključem boš odprl vrata, ki te bodo tja peljala. Vse v življenju se zgodi v božanskem času, v božanskem vrstnem redu. Ne moreš prehitevati, ne glede na to, kako si tvoj želi. Najprej polno utelesi sebe tukaj, kjer zdaj si, takšen kot si. In to ti bo odprlo vrata, da se ne ločuješ, ampak da se s hvaležnostjo objemaš tukaj, kjer si. Torej sočutje, ljubezen do sebe, hvaležnost. To je vibracija, katero aktiviraj. Skozi meditacijo, skozi telo, skozi svoje prakse. In zdaj nesi svojo pozornost na ta ključ in se poveži z njegovo vibracijo. In mi, angeli, zdaj okoli tebe razpenjamo zlato in mavrično energijsko zaščito, da ostaneš v tem pretoku. In ko boš ponovno potreboval povezavo, se samo vrneš v meditacijo. Katerakoli kanalizirana meditacija ti bo dala to, ta pretok, ta stik tebe. In zdaj povabimo te, da samega sebe objameš. Prav fizično objemi svoje telo, stisni se k sebi, bodi si blizu. In samo reci si hvala. Hvala in poviš svoje ime. Nežno in počasi prizemljujemo celo tvoje bitje v tvoje fizično telo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In zdaj zavestno vdihneš skozi nos, izdihneš skozi usta. Narediš še 3 zavestne dihe in pripelješ vso svojo pozornost v budnost telesa.
Z ljubečimi premiki, nežno in počasi premakneš prstke na rokah, prstke na nogah. In ko boš pripravljen, odpreš tudi svoje oči. S ljubeznijo smo tukaj zate, mi, angeli. Hvala lepa. Hvala lepa. Naj ta energija ostane v tebi in kadarkoli želiš ponovno napolniti sebe s tem, vabljen v kanalizirane meditacije, ki jih ustvarjam zate. Bom na koncu, ko zaključimo, skoraj pripela dostop do meditacijske sobe in do spletne šole Oracle Membership, kjer lahko dostopate do meditacij. Hvala za srčke. Pišete, da vam je celo telo vibriralo. Hvala. Okay. Odnesi to sporočilo v življenje in vedi, da si v vsakem trenutku voden in imaš možnost povezave s tem, kdo ti resnično si. In meditacija je pot do tja. V tej ljubezni bomo zdaj zaključili. Čau.